V današnjih novicah med drugim potrdili investicijsko dokumentacijo za bazen Krško, v Gradacu znova prevozen leseni most do gradu, 30. kolesarska dirka po Sloveniji tudi skozi Šentjernej. Lepo pozdravljeni. Začenjamo v občini, ki je samostojno začela delovati pred še ne 13 leti. Občinski svet občine Mirna se je včeraj sešel na 11. redni seji v tem mandatu. Med drugim je potrdil nov odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. Poglejmo. Občina Mirna je od zasebnika aprila letos za 200 000 evrov po približno 4 letih pogovorov odkupila čistilno napravo na Mirni. Mislim, da smo bili edini v Sloveniji, ki je imela čistilno napravo v rokah zasebnika in seveda sedaj se to ureja. Lahko rečem, da smo zelo zadovoljni, kajti z lastniki smo uskladili tako prodajno ceno kot vse pogoje primopredaje. Spremembi lastništva je treba prilagoditi tudi odlok o upravljanju obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode v občini. Z samim novim odlokom dolgoročno urejamo to področje. Novi upravljalec čistilne naprave in s tem tudi kanalizacijskega omrežja je z dnem primopredaje postalo javno podjetje Komunala Trebnje. Obstoječi sistem je na nekaterih novejših delih ločen, medtem ko je večina še vedno mešanega, tako da odpadne padavinske in kanalizacijske vode skupaj pritečajo na čistilno napravo, ki je bila zgrajena leta 1972 in posodobljena v letih 1988 in 1989. Želimo si, da v prihodnje dobimo dva sistema, predvsem pa v nekem doglednem času in ob finančni podpori Evropske unije in države tudi novo, sodobnejšo čistilno napravo. Na včerajšnji seji je občinski svet potrdil nov odlok in tudi spremenjene cene za odvajanje in čiščenje odpadne vode v letošnjem letu, ki strošek za uporabnika, ki porabi 10 kubičnih metrov vode mesečno, znižuje za 0,37 evra. Sejali pa so tudi v najmlajši slovenski mestni občini. Na zadnji seji so krški občinski svetniki med drugim potrdili rebalans proračuna za letos, se seznanili z letnim poročilom družbe Rudar Senovo in potrdili investicijsko dokumentacijo za novo naložbo, ki jo nekateri težko čakajo, za bazen Krško. Občina si za ta velik projekt, ki ga načrtujejo že 17 let, trenutno pa je ocenjen na 12,5 milijona evrov, na omenjenem razpisu obeta do 1 milijona evrov sofinanciranja, medtem ko ima že zagotovljenih 4,5 milijona evrov iz CTN mehanizma, namenjenega mestnim občinam. Sicer pa je bil prvi letošnji rebalans potreben iz dveh razlogov. Prvi je reorganizacija občinske uprave v želji po večji produktivnosti, drugi razlog pa so spremembe pri nabavi gasilske opreme. Sprejeli povišanje sredstev prostovoljnih gasilskih društev in pa PGE-ja za njihovo delovanje in predvsem na postavki nakupa vozil in ugotovljeno je, da z njihove strani, da te sredstva ne bodo pač mogli porabiti na tem kontu in se ta sredstva prestavijo isto na njihovo postavko delovanja, samo na nakup opreme. Načrtovani prihodki se bodo znižali za 0,2% ter odhodki zvišali za 2,8%. Po rebalansu prihodki proračuna za leto 2024 znašajo dobrih 48 milijonov 605 tisoč, odhodki pa 52 milijonov 642 tisoč evrov. Svetnice in svetniki so obravnavali tudi delovanje družbe Rudar, ki trenutno razpolaga s 557 stanovanji. Dela, ki so si zadali po programu, se pravi izgradnje novih stanovanj na Sremiški cesti v Krškem, na Vidmu, potekajo brez problemov.
Nadzorni svet spremlja njihovo delo in tukaj lahko samo rečemo pohvalno glede delovanja družbe Rudar. Dela na Sremiški 13 se prevešajo v zadnjo fazo. Skladno s terminskim planom pričakujemo, da bomo 15.11. pridobili uporabno dovoljenje in začeli z naseljevanjem novih najemnikov. Razpis za najem novih stanovanj bodo objavili še ta mesec. Od 30. do 28. junija bo razpis odprt, oblikovale se bodo A in B liste in na podlagi teh list bomo potem popolnjevali prazna stanovanja. Gre za 16 neprofitnih stanovanj, skupna vrednost projekta je pa 2.700.000 brez DDV-ja. Trenutno pridobivajo dokumentacijo za še en manjši večstanovanjski objekt v neposredni bližini novogradnje. Za, bodoči razvoj družbe se pa že stekli pogovori za nove površine za gradnjo večstanovanjskih objektov, ki se bodo lahko gradile, pospešeno, če bo potrebno to zaradi povpraševanja. Če pa povpraševanja ne bo, pa z nekim takim zmernim tempom, kot se je sedaj delalo na Sremiški. Odvisno torej od gradnje drugega bloka jedrske elektrarne, ko bo zanimanje za gradnjo novih objektov najbrž pokazalo še več investitorjev. Nove pridobitve pa so se že razveselili v Beli krajini. Dostop do enega redkih kulturnih spomenikov državnega pomena v deželi Belih brez, gradu v Gradacu, je zdaj urejen. Do gradu, v katerem sicer tudi živi nekaj prebivalcev, zdaj vodi nov leseni most. Prejšnji je stal 3 desetletja, zob časa pa ga je pošteno načel. Tako ni bil več primeren niti varen za prečkanje. Občina Metlika je morala hitro ukrepati, saj je Gradaški grad eden redkih naseljenih gradov v Sloveniji. V 7 najemniških stanovanjih živi 8 prebivalcev. Most je bil nevaren, po njemu več ni bilo možno varno ga prečkati, predvsem z avtomobili in s prikolicami, dajmo reči traktorskimi. Tudi sami prebivalci so jamrali, da jim je otežen dovoz drv in vsega ostalega. Na začetku so načrtovali zgolj rekonstrukcijo podesta in ograje. Pri samem pregledu smo ugotovili, da je most potreben konkretne obnove, prenove in tudi nosilna konstrukcija je potem prišla v poštev pri sami prenovi. Cela investicija je stala nekaj več kot 30.000 evrov. Sočasno smo še s komunalo Metlika poskrbeli za novo vodovodno cev. Novega mostu pa se je lotil Jože Brodarič, ki je pred desetletji postavil tudi prejšnjega. Prebivalci se zdaj lahko brezskrbno vozijo po novi pridobitvi, na katero so sicer čakali več kot pol leta, potem ko je občina most zaprla. Imamo pa še v planu dovozno cesto urediti, tako da bodo prebivalci in obiskovalci gradu prišli na svoj račun. Se je konec koncev ta investicija pomembno prispeva k dvigu kvalitete življenja tako prebivalcev samega gradu, kot tudi vseh obiskovalcev, tudi ribičev konec koncev, ki prihajajo na tisto območje. Sam grad, ki je v lasti države, je v slabem stanju. Županja nam je povedala, da so na sestanku na Ministrstvu za kulturo zatrdili, da se bodo v prihodnosti lotili njegove celostne obnove. Zelo težko nam ga je gledati z nekim obžalovanjem, da v preteklosti država ni poskrbela za svojo lastnino v luči dobrega gospodarja, tako da iskreno upamo, da se bo našel denar, da se investira tudi v ta delček naravne in kulturne dediščine Bele krajine. Ki leži na idilični lokaciji v objemu reke Lahinje in ima veliko potenciala za kulturne in turistične vsebine. Pregled kratkih novic začenjamo v Novem mestu, kjer so začeli pripravljati občinsko celostno prometno strategijo za obdobje od leta 2025 do leta 2031. Namen strategije je sprememba potovalnih navad v občini v bolj trajnostne načine mobilnosti. Pri pripravi celostne prometne strategije bo poudarek na vključenosti širše javnosti na javnih razpravah, na katerih lahko občani in občanke podajo svoje predloge o prihodnjih prometnih ureditvah v svojem kraju in občini. Javne razprave v mestni občini Novo mesto bodo še 5. junija ob 17. uri v kulturnem centru Janeza Trdine ter 12. junija ob 17. uri v spletnem okolju.
S postopkom izdelave celostne prometne strategije so pričeli tudi v Beli krajini. V Črnomlju pravijo, da gre za ključni dokument, ki bo določil smernice za razvoj prometnega sistema v občini v prihodnjih letih, zato vabijo občane, da se aktivno vključijo v proces njegovega oblikovanja. Tako kot v sosednji občini bodo tudi v Metliki v prihajajočem letu organizirali številne javne dogodke, delavnice in ankete, na katerih bodo občani imeli priložnost izraziti svoje poglede in ideje o prihodnosti prometa v občini. Gašper Okorn je z velikimi načrti in cilji junija 2022 prevzel vodenje novomeškega košarkarskega kluba Krka. Včeraj, skoraj 2 leti kasneje, se je to sodelovanje zaključilo, saj Okorn ni več glavni trener Krke, strokovni štab članske ekipe zapušča tudi njegov pomočnik Igor Kešelj. V letošnji sezoni so se sicer krkaši uvrstili v finale pokala Špar, redni del lige Nove KBM so končali na 1. mestu, kjer pa so v polfinalu izgubili proti domžalskemu Heliosu. V regionalni ligi ABA so Novomeščani zasedli zadnje mesto, vendar ostajajo med elito tekmovanja zaradi dejstva, da se bo liga v novi sezoni razširila. Po 2 sezonah bodo tako krkaši dobili novega trenerja, ime katerega pa še ni znano. Ostajamo pri športu in gremo na kolo, vsaj s kamero in vsebino. Jubilejna 30. dirka po Sloveniji bo obiskala številne kraje širom po Sloveniji in zavila v vse sosednje države. Na 5 etapah bo dirkalo 22 vrhunskih ekip, od tega 6 najvišje kategorije. Začetek dirke bo 12. junija v Murski Soboti, končala pa se bo na Dolenjskem, tokrat tudi s krogom od Šentjerneja do tradicionalnega cilja na kockah novomeškega glavnega trga. Več pa v nadaljevanju. Kolesarska dirka po Sloveniji, ki jo je šentjernejskim svetnikom na seji predstavil direktor kolesarskega kluba Adria Mobil Bogdan Fink, si je v 3 desetletjih izborila svoje mesto v mednarodnem koledarju cestnih dirk. Skupno dolžino 840,5 kilometra bo najdaljša po letu 2004. Šentjernejčane veseli, da bodo vrhunski kolesarji pedale prvič vrteli skozi njihovo občino. Jaz mislim, da smo se dobro dogovorili, ker ne bo sam dirka skozi našo občino, ampak bo pri nas štart in potem gre dirka ponovno čez Šentjernej. Vmes imamo pa možnosti, torej reklam dodatnih na Eurošport kanalu in pa dodatnih posnetkov. Zdaj mi se moramo pa zmeniti, neke ideje že imamo, katere lokacije, kaj zanimivega v Šentjerneju bi pokazali in vključili v ta prenos. Boj za zeleno majico bo potekal od 12. do 16. junija. Na Eurosportu bo dirko videlo na milijone ljudi z vsega sveta. Ob cestah vseh 5 etap pa lahko prireditelji vnovič pričakujejo več 100,000 gledalcev. Prenašalo jo bo tudi nacionalna televizija. Utrinke pa boste prav tako lahko videli na televiziji Vaš kanal. Zadnja 5. etapa Šentjernej-Novo mesto je dolga slabih 160 kilometrov. Občani so vabljeni, da se kot navijači udeležijo štarta v nedeljo 16. junija ob 11. uri pred kulturnim centrom v Šentjerneju. V sklopu dirke se sicer vrača tudi dirka za mlade, Kids Tour of Slovenija, ki bo letos od 5. do 7. julija štartom zadnje etape v nedeljo 7. julija prav tako v Šentjerneju. Če ste ob prispevku o kolesarski dirki začutili, da bi se tudi vi odpravili raziskovati deželo pod Alpami s kolesom, se za začetek lahko odpravite na krog v bližini vašega doma. Morda po ogledu novic, vsekakor pa velja, da zase veliko naredimo, če se gibamo. In narava je odličen terapevt. Hvala za vašo pozornost, do prihodnjič, bodite lepo.